Na Slovenski Karitas v tem tednu do 27. junija organiziramo pohode solidarnosti z vsemi begunci, ki so morali zapustiti svoj dom zaradi vojenj, preganjanja, podnebnih sprememb, skrajne revščine. In v tem času jim želimo biti sočutni sopotniki na poti. Tudi begunci na svoji poti do boljšega življenja in preživetja veliko kilometrov opravijo peš. Na poti jih pestijo tudi različne težave. So brez strehe nad glavo, hrane, lahko so tudi žrtve nasilja, trgovine z ljudmi, kriminala, lahko pa izgubijo tudi svoje življenje na poti skozi Saharo in Sredozemlje. Na Slovenski Karitas res občudujemo njihov pogum po človekovrednem življenju in zato jim v tem tednu želimo izkazati skupaj s Slovenijo to solidarnost in prehoditi čim več kilometrov na tej poti. Največ beguncev trenutno je na svetu iz držav Afrike, Azije, pa tudi vse večje število iz Južne Amerike, recimo Venezuele. In mi smo izbrali pot migranta od Damaska v Siriji do Ljubljane. To je 2810 kilometrov, ki jih želimo v solidarnosti z vsemi begunci, ki so na poti po vsem svetu, prehoditi v tem tednu. Organizirali smo nekaj pohodov okoli Blejskega jezera, na Kurešček, na Rožnik. Kar nekaj ljudi se je udeležilo. Med nami so bili tudi migranti, begunci, ki so podelili z nami naše zgodbe iz Afrike, recimo Kameruna, Eritreje, Venezuele. Tako da smo bili sočutni sopotniki tudi njim. Vabimo pa tudi v tem tednu vse ljudi dobre volje v Sloveniji, da se tudi vi odpravite na solidarnostni pohod v svoji lastni režiji, v naravo, okolico svojega doma, na kakšen hrib in nam te prehojene solidarnostne kilometre sporočite tudi na Slovensko Karitas. Lahko jih vpišete na spletni strani karitas.si, kjer imamo posebno aplikacijo. Res bomo veseli vaše solidarnosti, da vsem ljudem pokažemo to sočutje, solidarnost, ki so na poti in da jim damo tudi pogum. In če jih imamo kje v svoji sredi, med nami v Sloveniji, če koga srečamo, da jih tudi lepo sprejmemo. Ker vsak človek si želi biti sprejet, ko pride nekam drugam, v drug kraj. Tudi mi se velikokrat cenimo. Tudi mnogo Slovencev je v preteklosti, pa tudi danes odhajajo v tujino, sploh mladi Slovenci, v želju po boljšem življenju, boljšem zaslužku. Tako da vsak človek si v bistvu zasluži varen dom, pa tudi dostojno življenje, da ima take pogoje, kot si jih želi. Tako da res hvala vsem, ki boste ta teden izkazali svojo solidarnost v pohodi.